Pogled v znanost. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat v študiju pozdravljam profesorja dr. Damjana Miklavčiča. Pozdravljeni. Dober dan želim. Vodjo laboratorija za biokibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Res je, samo vodja nisem več, navaden raziskovalec. A zdaj ste navaden? No ja, v glavnem gre tu seveda za ustrezno katedro, ampak kar bi še pri tem predstavljanju izpostavil, je, da ste nekakšen nadaljevalec uspešnega akademika Lojzeta Vodovnika, tudi nagrada po njem obstaja, za katerega je bilo značilno, da je v 60-ih pa 70-ih na področju posebnih specializiranih medicinskih preparatov, ki jih je krmilila elektrika, zato na Fakulteti za elektrotehniko, žel svetovno slavo. So ga hoteli imeti v Združenih državah Amerike, pa je raje ostal na Kranjskem s priključenimi pokrajinami. V glavnem, danes bova pa govorila o napredku metode elektroporacije, s katero se ukvarjate že lep čas, tudi v 90-ih letih, ko ste bili na posebni specializaciji v Franciji. No in takrat ste tudi zasledili ta pojem, ki ga je že na začetku 80-ih let upeljal Eberhard Neumann z Univerze v Bielefeldu v Nemčiji. V bistvu gre pa za to, čemur se v angleščini tudi reče pulsed field ablation. To se pravi, zdaj je več izrazov. To je zdaj nova, membranska... Gre za v bistvu dejansko neporušna metoda vnosa zdravil in vplivanja na tudi gensko zasnovo. Termin, ki smo ga, mislim, tudi kar lepo poslovenili in mu rečemo elektroporacija, gre pa dejansko za pojav na nivoju membrane, ki ga spodbudimo z visokim električnim poljem, lokalnim, in začasno poruši prepustnost oziroma neprepustnost membrane, celice, in na ta način nam omogoči, da pravzaprav bodisi iz celice pridobimo določene stvari, molekule, ali pa jih vnesemo. Se pravi, to je pomembno tako v biotehnologiji, v biomedicinskih raziskavah, pa tudi v živilski tehnologiji in seveda, ko pridemo potem v zdravljenje določenih bolezni, pa govorimo seveda o terapijah. No, v omenjeni rabi v živilski industriji, na s to elektroporacijo kot metodo se da nekako namesto konzervansov, ohranjati živila, kar je seveda glede na pregovorno škodljivost zelo perspektivna reč, ampak to je v zadnjem 20 letih postalo nekako, ampak danes bi bolj govorila o tem napredku na medicinskem polju, in kakšnem sodelovanju s tem. No, ampak mogoče še dodate. Res je, v bistvu na področju živilske tehnologije so pravzaprav že prednje Eberhard Neumann uporabil termin elektroporacije, uporabljali visoka električno pulzirajoča polja, s poskusom sterilizacije mleka in tako naprej, pasterizacije. Gre za to namreč, da z temi visokimi električnimi polji lahko, ki so kratki pulzi, pravzaprav, lahko kvarne mikrobe, bakterije uničimo. Brez da jih za kvaliteto organsko. Brez da jih pravzaprav, brez da se grejemo, preko naprimer 70 stopinj in tako naprej, kjer istočasno seveda pol porušimo tudi se pravi kvaliteto na nek način živila, se pravi vitamine uničimo, proteine in tako naprej. Tukaj pa seveda z elektroporacijo pa lahko samo prizadenemo bakterijske celice in na ta način podaljšamo življenjsko dobo živila. Danes v Evropi predvsem najdemo na policah sokove, ki so blago pasterizirani.
in potem blago pasterizirani se v bistvu skriva, se pravi, ravno elektroporacija. Zaradi tega, ker ljudje včasih težko razumejo, zakaj bi elektrika, ne, bila dobra, razen tega, da seveda nam osvetljuje in greje naše domove, ampak dejansko se da elektriko uporabljati v živilski tehnologiji. No, mogoče bi bilo ob tem koristno za pojasnila, kakor češ, zakaj elektrika pri tem, razen za razsvetljavo ali pa pogon elektromotorjev. Kaj se fizikalno pravzaprav dogaja v procesu elektroporacije? Omenili ste, da so to kar povedali. Ja, se pravi, mi smo na nek način en elektrolit. Naša telesa so v bistvu elektrolit. Ne tako kot morska voda, na primer. Ogromen. Možgani prek impulzov. Tudi to je res, da smo električni na ta način, da lahko merimo EKG, EEG, EMG, vse te E-je, in to je vse elektro. Se pravi, to so električni signali, s katerimi telo, tkiva in organi komunicirajo med sabo. Se pravi, možgani sporočijo mišicam, da se morajo skrčati. Zdaj seveda, ko mi dovedemo od zunaj neko električno napetost v elektrolitu, in se pravi tudi v našem telesu, steče tok. Nosilci toka so ioni, za razliko od žice, kjer so to elektroni. In seveda te ioni začnejo potovati, so pa obdani z vodo. In tudi veliko, bom rekel, našega telesa je zapolnjenega z vodo. Menda celo 70%. Ja, bom rekel, odvisno od tega, koliko popijemo, ampak ja, dejansko gre za to, da ta tok naleti na oviro, namreč membrana, celična membrana je pa neprevodna. Je namreč sestavljena iz lipidnih molekul, ki so netopne. Hidrofobna tudi, ne? Ja, te lipidne molekule niso topne v vodi, so pa tudi polarne in zgradijo nekako en tak lipidni dvosloj, ki ne vsebuje vode. In tudi molekule, ki so raztopljene v vodi, ne morejo prehajati preko membrane. Zdaj, to električno polje, ki ga mi vzpostavimo, s tem, ko ioni pridejo blizu, in nekako so zaustavljeni, se zgradi transmembranska napetost. Ta transmembranska napetost preko zelo tankega sloja, lipidnega dvosloja, govorimo o, se pravi, celični membrani, ki ima debelino od 5 do največ 7 nanometrov. To je izjemno majhno. Izjemno malo, in če zdaj zgradimo, če vsilimo, naprimer, in ne rabimo veliko, pravzaprav nekaj ionov presežka natrija ali pa kalija, povzroči lahko 100 milivoltov ali pa celo 500 milivoltov preko te kratke razdalje, in to je pa zdaj ogromno polje. To je 10 na 8 megavoltov, voltov na meter. Se pravi, to je nekaj, kar v zraku že preskoči iskra. Tako da to zdaj povzroči v bistvu, da se molekule vode orientirajo v polju in na ta način prodrejo v ta hidrofobni del, se pravi srednji del membrane. S tem pa seveda lahko pridejo tudi molekule. To so reaktivne kisikove molekule, pridejo in na nek način se sproži ena kemična reakcija, ki rečemo peroksidacija, in poškoduje pravzaprav lipide. Ta membrana s poškodovanimi lipidi je pa bolj prepustna, kot je bila prej prepustna. In s tem smo spremenili pravzaprav prepustnost membrane in zdaj lahko molekule, ki prej niso mogle priti, pridejo v celico. To so predvsem, bom rekel, ioni, ki so najmanjši, ampak tudi večje molekule. Celica pa na tako poškodbo mora odreagirati. In reagira tako, da poskusi pravzaprav zamenjati te poškodovane lipide. Včasih se te poškodbe zgodijo tudi v proteinih in seveda mora zamenjati proteine in lipide, ki so bili v tem postopku elektroporacije poškodovani. To se pa dela na ta način, da bodi se internalizira in se prav privzame v notranjost, naredi en tak, pride do, bom rekel, tvorbe enega vezikla, ki gre potem v celico, ali pa če gre, bom rekel, če ne more popraviti, se pa včasih odloči, da to čisto enostavno
pljune. In zopet gre preko vezikulacije, se pravi tvorbe enega takega mehurčka, gre to v zunanjost. To se dogaja tudi, ko toksini naprimer napadejo celico, na enak način celica odreagira. Se pravi, gre za en splošen mehanizem obrambni celice. Spotoma, ko se ta transport začne teh veziklov, pa pride skozi zadnja vrata, bi rekel, nehote privzem molekul, ki jih mi dostavimo v okolice. Se pravi, naj bo to kemoterapevtik, naj bo to DNK ali RNK, gre zdaj v bistvu na zadnja vrata, nevede, zaradi tega popravljanja, pravzaprav vstopi v celico. Sej ravno tu, ki ste omenili kemoterapijo, pri rakavih obolenjih, je ta neporušna metoda pravzaprav dobrodošla, ker kot ni neznano, pri kemoterapiji se vse žive celice sezujejo. Ja. Tukaj pa lahko izbiraš. Ja, zdaj na nek način lahko izbiraš. Predvsem tukaj gre za, moram reči, da ta kombinacija elektroporacije, se pravi kratkih električnih pulzov, govorimo o 100 mikrosekundnih pulzih in vsega skupaj tam, bom rekel, v osnovnem delu, ki je bilo predstavljeno na enem plakatu na Svetovnem kongresu leta 1989 ali 1988 v Hamburgu na Svetovnem kancerološkem kongresu, sem videl pravzaprav rezultate, ki so me pritegnili v to področje. Jaz sem prej sicer že slišal, pa tudi kolega iz laboratorija Feđa Bobanović me je večkrat pravzaprav poskušal prepričati, da je elektroporacija nekaj dobrega. Saj sva omenila 82. leto, se pravi, do takrat, ko sem jaz to prvič videl, uporabnost tega je minil kar nekaj let. Tako da jaz nisem zagotovo bil med prvimi, ki bi razumel, kako pomembna je ta, bom rekel, tehnologija, ampak na vsak način, ko sem videl pravzaprav učinkovitost kemoterapeutika, uporabljen je bil bleomicin, ki mora priti do DNK molekule v celici, zato da jo poškoduje, da je učinkovit, istočasno pa ne more zlahka prehajati prek membrane, kar pomeni, da moraš uporabiti zelo visoke koncentracije, da je učinkovit, je s temi 100 mikrosekundnimi pulzi se citotoksičnost, se pravi učinkovitost pri ubijanju rakavih celic povečala za 1000 do 10.000 krat. In to je nekaj, kar seveda se mi je zdelo fenomenalno. In tako da sem takrat pač začel zelo resno premišljati tudi s kolegi iz Onkološkega inštituta, seveda, kako pripeljati to možnost zdravljenja v Ljubljano. In mislim, da nam je to skupaj z dr. Gregorjem Seršo in z Majo Čemažerjem, Zvonimirjem Rudolfom in tako naprej in še z mnogimi drugimi nam je to uspelo. Tako da se to zdaj uporablja v rutinski praksi. No, vi ste tudi leta 2015, zdaj septembra je bilo 10 let, bili tudi osrednji organizator v Portorožu prvega svetovnega kongresa o elektroporaciji in sploh zdaj v tem desetletju se je intenziviralo tudi sodelovanje z medicinskimi raziskovalci, torej z eksplicitno medicinci. Ja. Skratka, mogoče narediva en tak pregled napredka na področju v zadnjem desetletju, ker tega je kar nekaj in bolje, da vi to začnete, kot pa da jaz zastavim. Se pravi, kot pobudnik prvega svetovnega kongresa elektroporacije sem bil izredno vesel takrat, da smo se seveda vsi skupaj odločili, da bo to v Sloveniji. Bili smo v Portorožu, bilo nas je enih 400 iz, mislim, da 45 držav iz celega sveta. In zdelo se je v bistvu, da bo to samo rasel. In zdaj rase po svoje, Mi imamo zdaj 6. svetovni kongres že naslednje leto. Moral bi biti letos, ampak zaradi covida seveda so se vse te stvari za eno leto zamaknile. Tako da imamo, in na vseh teh kongresih se nas običajno zbere enih 400. Tako da, kakšne hude rasti to pogledno raziskovalcev, ki delajo na tem področju, se zdi, da ni. Ko pa pogledamo aplikacije, ki so se v teh 10 letih razvile, bi pa predvsem izpostavil mogoče srčno ablacijo,
kjer smo že mi takrat. Predvsem zdravljenje atrijske fibrilacije. Predvsem zdravljenje atrijske fibrilacije z katetersko ablacijo, z elektroporacijo. Torej, mi smo že takrat 2015 začeli sodelovati z največjim podjetjem na področju medicinskih naprav, Medtronic iz ZDA, iz Minneapolisa. Oni so predvsem znani po pacemakerjih in tako naprej, ker so bili začetniki teh raziskav in na osnovi teh raziskav seveda potem so zgradili podjetje. No in mi smo že takrat v bistvu začeli delati z njimi na uporabi elektroporacije za ablacijo. Seveda je bilo to zelo, bom rekel, nič nismo smeli povedati. Nihče od nas ni smel povedati, da to delamo. Nikomur. Zaradi tega, ker je konkurenca bi takoj prepoznala in oni so seveda hoteli imeti nekaj let prednosti. Ne? In dejansko so prve klinične študije so bile objavljene 2019 oziroma 2020 in takrat se je začela v bistvu potem velika tekma. Vsa večja podjetja, se pravi Johnson & Johnson, takrat še Biosense Webster, zdaj kot divizija, potem v bistvu Medtronic, Boston Scientific, ki je kupil startup podjetje Farapulse in pa Abbott. Kaj pa Kitajci? Torej, prideva lahko tudi do Kitajcev kasneje. Torej, vsa ta podjetja so potem začela intenzivno razvijati svoje produkte. Mi smo bili pri razvoju prvega produkta, ki ga je tudi ameriška agencija za zdravila, se pravi FDA, Food and Drug Administration, odobrila konec leta 2023. Od 2024 je ta tehnologija šla po svetu in sicer bliskovito. Mi se zdaj smo 2025, konc leta 2025, govorimo o tem, da bo zdravljenih že 1 milijon pacientov po celem svetu. Se pravi, tako hitro. V Sloveniji bi bilo med 15 in 30 tisoč, ne? Torej, v Sloveniji zdravijo z ablacijo, tako v kliničnem centru, mislim, da je številka okrog 2000. Toliko pač naš zdravstveni sistem zmore. Pacientov je seveda več. Pacientov ne bi bilo to. Ja, pacientov je seveda. Atrijsko fibrilacijo. Ja, pacientov je bistveno več. To je problem do voda s kisikom napolnjene krvi prek srca v pljuča. Ne? Ja, zdaj atrijska fibrilacija je najpogostejša aritmija srčna, ne, ki če se ne zdravi, ne, seveda vodi v zaplete. Povečana je verjetnost, da pride do tvorbe strdkov, da pride do možganske kapi. Kvaliteta življenja se izboljša, povezan je tudi z demenco. Pa še ena stvar se mi zdela zanimiva, ne? V tem članku, ki ga je v Zdravniškem vestniku objavil vaš doktorant Jernej Štublar, ne? Omenja, da tudi je za paciente, ki nočejo jemati zdravil. Ja, zdaj, compliance, ne, se pravi, dejansko jemanje zdravil po predpisih, ne, je kar resen problem v zdravljenju različnih bolezni. Ne. Namreč ničkolikrat ljudje doma v bistvu se potem odločijo, še posebej, če imajo zdravila kakšne stranske učinke, da teh zdravil ne bojo jemali. Seveda to v pogovoru z zdravnikom je bistveno bolj varno delati, ne, kot pa seveda samo od sebe. Ampak ta, bom rekel, se ne morem pravzaprav najti ta prave slovenske bolezni, ampak sledenje tem navodilom, ne, se pravi compliance, je dejansko nizek. Ne. Tako da včasih že tudi pri antibiotikih, ker nehamo jemati antibiotike, samo zaradi tega, ker se zdaj pa že bolj počutimo, kar je seveda napaka. Čeprav bi morali do konca škatlico uporabiti. Tako, ne. In potem pride do ponovnega izbruha bolezni in tako naprej, ker tega ne naredimo. Tako da, bom rekel, zdravljenje atrijske fibrilacije in zdaj se to tako razširilo, da vsi te, bom rekel, kongresi, evropski in ameriški, pa tudi v Aziji, ki se ukvarjajo z aritmijami srčnimi, so praktično v celoti posvečeni elektroporaciji. Čeprav temu ne rečejo več elektroporacija, ampak rečejo pulsed field ablation. Zaradi tega, ker je brand name, bom rekel, se pravi
trgovsko, marketinško so nekako se odločili, da bo to PFA oziroma PFA, ne, Pulsed Field Ablation. Jaz nisem bil zadovoljen, ampak ni bila moja odločitev. No, omenil sem prej vašega doktoranta Štublerja, ki je pač, seveda ste tudi vi avtor, Zdravniškem vestniku ta članek objavil, ne. To je pač eno zelo pomembno področje, ne, ki tudi, ko sem jaz se pripravljal na tale pogovor z vami, ko sem gledal te posnetke najinih pogovorov o predstavitvi osnov elektroporacije izpred 10-13 let, je bolj bilo izpostavljeno torej to neporušni vnos in vplivanje na gensko zasnovo, ne. Zdaj, v zadnjem času pa je tako striktno, skratka, vi ste kakor eno z medicinskimi raziskovalci. Ne. Ja, zdaj, jaz sem si predstavljal tudi takrat na začetku, ne, ko sem se z elektroporacijo začel ukvarjati, da bo ta vnos, ne, zdravilnih učinkovin v celice, da bo to se razplantelo, da bo pravzaprav celotna svetovna onkologija z veseljem pograbila možnost zdravljenja. Žal sem po 20 letih ugotovil, da je ta napredek pri nas v Sloveniji še relativno velik, medtem ko če pa pogledamo cel svet, pa pravzaprav zanemarljiv, ne. Število pacientov, ki je zdravljenih na letni ravni, ne presega nekaj tisoč, ne. Na celem svetu. Ne, zdaj, ko pa govorimo v bistvu o srčni ablaciji, o atrijski fibrilaciji, smo pa kar naenkrat v 2 letih na milijon. In seveda, takih pacientov je po svetu 60, 70, 80 milijonov, kar pomeni, da bo to samo še raslo, ne. Tako da, tukaj moram reči, da osebno sem bil majčkeno razočaran. Je pa res, da nisem obupal na noben način in še vedno mislim, da je to zelo pomembna aplikacija. Zdaj, ali vnašamo majhne molekule, kot so, se pravi, bodisi molekule kemoterapevtiki, citostatiki in tako naprej, ali pa vnašamo molekule, ki imajo zapis za proizvodnjo proteinov, se pravi, govorimo pa zdaj o molekulah DNK, plazmid DNK ali pa RNK molekulah, kjer mi en del tega se pravi zapis vnesemo z elektroporacijo v celico, potem pa celica proizvaja proteine. Date jim navodila. Tako, na nek način jim damo navodila, katere proteine naj proizvaja. Vsi se spomnimo covida, seveda, vsi se spomnimo pravzaprav cepiv, ki so se pojavila tako rekoč v parih mesecih, DNK in RNA, ne, na koncu prevladala RNK. To pa zaradi tega, ker v bistvu DNK je potreboval v bistvu en inaktiviran sicer virus, in ko greste na tako veliko populacijo, kot je človeštvo, seveda nekateri imamo nepredviden imunski odziv na ta virusni delček, ki ga rabimo za to, da vnesemo DNK noter. In to se je dejansko pojavilo, redki zapleti, ampak tragični, in seveda s tem je tehnologija RNK v tem trenutku prevladala. Ne? RNK pa seveda ima tudi svoje, bom rekel, težave, tako da jaz še zmeraj mislim, da ena ali druga, ampak na vsak način je vnos zapisa za proizvodnjo proteina prihodnost medicine. In pa še ena stvar, ki jo velikokrat slišimo, in sicer editiranje genov, kjer pa seveda zdaj lahko bodisi utišamo ali pa ustavimo gen, ki ga celica ne proizvaja ali pa ki ga proizvaja preveč, ne. In tukaj pa govorimo zdaj o CRISPR-Cas tehnologiji, pa o TALEN in drugih tehnologijah za urejanje genskega zapisa v celicah. In te pa težko vnesemo, ker so veliki, bom rekel, te škarje, so velike, zato včasih težko vnesemo pravzaprav drugače kot z elektroporacijo. Zelo pomembno. Kar je pomembno, ne. Toliko torej o napredku na področju elektroporacije s profesorjem, doktorjem Damjanom Miklavčičem iz ljubljanske fakultete za elektrotehniko oziroma laboratorija za
biokibernetiko, ne? Hvala lepa. Ker ste zdaj, ste rekli, Navaden raziskovalec. Navaden raziskovalec, ne več vodja, čeprav ste ga vzpostavili, ne? Hvala za vsa ta pojasnila v tem pogovoru, ki so ga pripravila Miha Klemenčič za Reglerji in pred mikrofonom Goran Tenze. Lep pozdrav. Hvala lepa, nasvidenje. Pogled v znanost.